Tudi v študijskem krožku Tišina, ki deluje pri Ljudski univerzi Murska Sobota, so dejavne predvsem ženske. Navdušene članice izrabijo za učenje prav vsako priložnost. Odlikujejo se tudi po ustvarjalnosti, zato v lokalni skupnosti uživajo velik ugled. Sodelujejo z osnovno šolo, občino in krajevnimi skupnostmi in tako pomagajo ohranjati posebnosti okolja in različna ljudska znanja. Študijski krožki na Ljudski univerzi imajo že veliko zgodovino. Moram povedati, da je Tišina ena posebnost, saj deluje že 10 let. Ženske so zelo ustvarjalne, so zelo nadarjene in prav je, da se izrazijo skozi take neformalne oblike izobraževanj. Rada bi povedala, da je mogoče to spodbuda za vseh naših ostalih 8 krožkov in prepričala me je njihova ustvarjalnost, delo, vztrajanje vseh teh 10 let in kvaliteta dela. Članice študijskega krožka Tišina se zavedamo svojega največjega bogatstva, to je znanje, katerega uspešno prenašamo na mlajše rodove, saj se trudimo v naši občini odkrivati, učiti se in prenašati naravno in kulturno dediščino na vse prebivalce občine. Pri delu uporabljamo naravne materiale, kot so koruzno ličje, potem smo vezli tudi na laneno platno, spoznavali smo zelišča, ki so značilne za našo pokrajino ob Muri, odkrivali in spoznavali domače in tradicionalne obrti. To je prostor, kjer se dobivajo žene našega študijskega krožka in veseli smo, da se to dogaja na naši šoli, saj se v krožek vključujejo tudi otroci samih žena in to prenašajo potem tudi na ostale učence in upamo, da se jih bo kasneje tudi kaj tega prijelo, da bodo sami izdelovali tudi izdelke, ki so bili nekoč tudi igrače našim otrokom, pa tudi ohranjanje stare obrti. Hkrati se pa z ženskami vključujemo tudi preko Ljudske univerze vseživljenjsko učenje. Ob svojih razstavah promovirajo tudi občino Tišina kot tako, da tudi v naši občini se nekaj dogaja in da smo kot občani lahko zadovoljni z njihovim delom.